Lep pozdrav vsem skupaj na drugi redni seji občinskega sveta. Ugotavljam, da smo sklepčni. Gospod Lobnik se opravičil. Točka 2. Pregled in potrditev zapisnika prve redne konstitutivne seje. Ima kdo kaj na zapisnik? Izvolite. Kateri? Oba. Imeli smo sejo komisije za statutarne in pravna vprašanja. Ja, ne vem, kateri je. Oba. Da vidimo, pripodajmo skupaj. Okay. Ja, in ugotovitev komisije je, da je v bistvu prišlo do kršitve 91. člena poslovnika, ker je pri glasovanju v bistvu se nepravilno uporabil poslovnik. Tam bi morali po abecednem redu izbirati, v bistvu glasovati, šlo pa je samo čisto za priglasovanje. Tako da to je tudi sklep včerajšnjega sestanka. Ne vem, verjetno bo treba ponoviti to glasovanje, od tega pa tudi odvisno kompletno vse postavljanje vseh komisij. Ker če kviaz ni bil pravilno, je še potrebno ponovno. Hvala. Skladno z 28. členom poslovnika se torej član sveta lahko poda pripombe k zapisniku prejšnje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni. Kaj bi vi v zapisniku spremenili? Zapisniku, dobro, to res zapisniku, ampak gre za evidentno kršitev. To pomeni, da je potrebno ta 10. člen... Glejte, gospod Golob, tukaj razpravljamo o zapisniku, to dajte med pobude in vprašanja, okay. Drugače pa ni bil predlagan nov kandidat, ampak zamenjava, tako da kakorkoli. Ima kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik prve redne konstitutivne seje občinskega sveta. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lahko počakate, da preštejem, ste toliko prijazni, pa vam pol dal besedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zdaj, kdo proti? Skladno s poslovnikom je napisano, kdaj se potrjujejo zapisniki, kdaj je dnevni red in delamo skladno s poslovnikom. Tako da prosim. Točka 2. Pregled in potrditev zapisnika prve izredne seje občinskega sveta. Ima kdo kaj na zapisnik? Izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Vem, da bom z podobnimi argumenti ustavljen, ampak vseeno, jaz bi opozoril kot občinski svetnik in kot predsednik statutarno-pravne komisije sem dolžan opozoriti na to, da je na prvi seji, izredni seji prišlo do kršitev poslovnika v več točkah. Zdaj, če spoštovani gospod župan, dovolite, bi jaz to To je za pobude in vprašanja, dajte razložiti. Bom dal to pod pobude in vprašanja, ampak javil sem se za to, da vemo. Ja. Hvala lepa. Še ima kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik prve izredne seje občinskega sveta občina Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16 za, je kdo proti? Ugotavljam, da ne. Smo pri točki 4, pregled in potrditev zapisnika prve in druge korespondenčne seje. Ima kdo kaj na te zapisnike? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik prve korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Hvala, je kdo proti? Ugotavljam, da ne. En vzdržan. Jaz prosim za izjavo. Glede kršitve poslovnika. Smo pri kateri točki? Ne vem, pri kateri sem se eno. Jaz imam, bi rad opozoril na kršitve poslovnika. No, prosim, gledajte. Izvolite. Za zakonite seje. Zato delamo skladno s poslovnikom. Ja. Torej prej, hvala lepa za besedo še enkrat, z odličnim spoštovanjem. Prej sem bil malo zavrnjen, da pač še nismo pri dnevnem redu, da smo pri prvi, drugi točki. Jaz bi pa opozoril na 29. točko, člen poslovnika našega, ki govori, svet na prvi odstavek. Berem, navajam. Svet na začetku seje določi dnevni red. Zdaj pa vam jaz svojim 28. člen, preden svet določi dnevni red redne seje, potrdi zapisnik prejšnje seje in zapisnike izvedenih sej, ki še niso bili to potrjeni. Ok, hvala. Me veseli. Ima kdo kaj na zapisnik druge korespondenčne seje? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik druge korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hvala, je kdo proti? En, vzdržan. Smo pri točki 5, obravnava in potrditev dnevnega reda. Ima kdo kaj na dnevni red? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dnevni red druge redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 6, obravnava in potrditev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 01/6 doživljajski park v KO Spodnje Hoče, prvi obravnavi. Poročevalka gospa Božič, izvolite. Hvala. Dober dan. Torej z OPPN-jem se načrtuje ureditev povezana v povezavi z ureditvijo večnamenskega doživljajskega parka Pamtrek, ki bo vseboval igrišča z načrtovanimi kolesarskimi potmi, kolesarski poligon, plezalni sprehod med košnjami, igrala za invalide, igrala za motorične sposobnosti, prostor za počitek z urbano opremo, s parkirnimi prostori za avtodome ter s pripadajočo vso komunalno energetsko infrastrukturo. Območje se nahaja jugozahodno od centralnega dela Hoč, južno od Gozdne ulice in od objekta centralnih dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport. Dostopnost je omogočena na severne strani z Gozdne ulice, območje v naravi trenutno poraščeno z gozdom, na zahodni in južni strani ga omejuje gozd, na vzhodni strani kmetijska zemljišča in na severni strani Gozdna ulica. Po občinskem prostorskem načrtu Hoče leži na stavbnih zemljiščih območje z oznako prostorske enote HO 01/6 s podrobnejšo namensko rabo CDI, kjer je območje centralnih dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport. V kartografskem delu je tako prikazana zasnova kolesarskega poligona ali Pamtreka, ki ga lahko vidimo na jugozahodni strani z jugastimi kolesarskimi potmi med obstoječimi drevesi. Poti so lahko bodo različnih višin, saj se dvigujejo in spuščajo.
okrog poligona v severnem in vzhodnem in jugovzhodnem območju so načrtovane kolesarske poti, katerih dostopnost se začne tudi na severu. Potem imamo tudi manjši servisni objekt, ki bo namenjen prodaji kart in obiskovalcem in infotočka. Potem pa imamo v proste mestne površine umeščene igrala za invalide, igrala za motorične sposobnosti, v severovzhodni del pa bomo umestili parkirišče s 7 parkirnimi mesti za avtodome in potem en servisni objekt, kjer bo tudi zunanji prostor za sedenje in počitek. V zahodnem delu bodo še tudi sprehajalna plezalna pot s posameznimi adrenalinskimi točkami in pustolovskimi aktivnostmi. Parkirišče za obiskovalce se zagotavlja na območju obstoječih parkirišč v osnovni šoli. Pridobljena so bila vsa končna mnenja, tako da je akt pripravljen za sprejem, sem pa na voljo za morebitna vprašanja. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Hvala, lep pozdrav vsi skupaj. Člani odbora za okolje in prostor smo na prvi redni seji obravnavali tole točko in sprejeli sklep, da člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 01/6 doživljajski park v KO Spodnje Hoče v prvi obravnavi. Hvala. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Da se ne bom ponavljal, bom v uvodu povedal, da statutarno pravna komisija obravnava te akte v okviru svojih pristojnosti, se pravi glede skladnosti z akti občine, statutom, poslovnikom in seveda drugimi zakoni in predpisi. Z tega vidika naša komisija ni imela nobenih pripomb in predlaga, da se predlagan odlok sprejme. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 01/6 doživljajski park v KO Spodnje Hoče v prvi obravnavi. Kdo je za? 1, 2, 3. Soglasno, glede na to, da smo soglasni, se lahko skladno 76. členom obe obravnavi združita in sklep velja, če ni 1/3 proti. Tako da predlagam še drug sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 01/6 doživljajski park v KO Spodnje Hoče v drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Smo pri točki 7. Obravnava in potrditev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PP 02/2 pod Planinko jug v KO Slivniško Pohorje. Prva obravnava, poročevalec podjetje Urbis d.o.o. gospa Božič. Izvolite. S tem OPPN-jem pa se načrtuje ureditev povezana s povezavi z gradnjo stanovanjskega objekta. Lahko vidimo. In gradnjo prizidka in enostavnega objekta. Območje se nahaja na severnem delu razpršenega naselja Slivniško Pohorje. Dostopnost je omogočena z javne poti Slivniško Pohorje. Možen je tudi dostop Slivniško Pohorje odsep Kačičnik. Na območju parcele 305/44 in /45 se nahaja nepozidano zemljišče, na preostalih parcelah pa so sedaj že enodružinske hiše in enostavni gospodarski objekti. Na severnem delu, južnem in zahodnem delu ga omejuje gozd, na vzhodnem delu pa so njive.
Po občinskem načrtu Ohoče Slivnica leži na stavbnih zemljiščih z oznako prostorske enote PP02/2 pod Planiko, z osnovno namensko rabo območja stanovanj in podrobnejšo namensko rabo SP območje stanovanjske pozidave, ki je namenjeno pretežno gradnji počitniških hiš z minimalnim obsegom dopolnilnih dejavnosti. Na območju je dovoljena tudi gradnja enostavnih in enostanovanjskih infrastoječih stavb. V zahodnem delu območja se načrtuje prizidek k že obstoječi hiši. Severovzhodno od obstoječe hiše je načrtovana garaža oziroma nadstrešek. Vzhodnem delu območja pa se načrtuje nova enostanovanjska stavba z maksimalno klet, pritličjem in mansarda etažnostjo. Možna je tudi drugačna postavitev objektov, kar se pa natančno določi v projektni dokumentaciji. Tudi tukaj so bila sprejeta vsa mnenja, tako da je akt pripravljen za sprejem. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PP02/2 pod Planinko jug v KO Slivniško Pohorje v prvi obravnavi. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da omenjeni odlok potrdi. Hvala. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljalcev, zato vam kar tu na začetku, da ne rabimo dvakrat glasovati, skladno z 75. oziroma 76. členom predlagam združenje obravnavi, torej se sklep glasi: Občinski svet Občine Hoče Slivnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PP02/2 pod Planinko jug v KO Slivniško Pohorje v prvi in drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Smo pri točki 8. Obravnava in potrditev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. po skrajšanem postopku. Poročevalec je predstavnik javnega holdinga Maribor, gospod Majer. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Družba Snaga je do sedaj v občini Kungota opravljala dejavnost obveznih gospodarskih javnih služb, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na podlagi koncesijske pogodbe. Ker pa občina Kungota ni lastnica poslovnega deleža oziroma ni ustanoviteljica družbe Snaga in se te storitve po mnenju Računskega sodišča smatrajo kot tržne storitve, je bilo potrebno te storitve ločiti od storitev opravljanja gospodarske javne službe, ki jih družba Snaga opravlja za svoje lastnike. Posledično zato družba Snaga za opravljanje gospodarske javne službe v občini Kungota ni izpolnjevala pogojev, to je tako imenovanega pravila in-house, ki jih določa zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Da bi pa Snaga zadostila izpolnjevanju teh določil po zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah, so zato stekli vsi postopki v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in družbeno pogodbo Snage, ki so bili potrebni, da bi tudi občina Kungota postala družbenica in ustanoviteljica javnega podjetja Snaga. Obstoječi družbeniki so zato so vstop nove družbenice že potrdili na skupščini in temu niso nasprotovali. Občina Kungota in Snaga sta zato tudi sklenili pogodbo, s katero je družba Snaga občini Kungota prodala lastni poslovni delež in s čimer je občina Kungota postala imetnica v višini 0,01% osnovnega kapitala družbe. Lastniški delež vaše družbe se torej v tej zvezi nič ni spremenil, v strukturo Snage je zgolj vstopila nova družbenica oziroma ustanoviteljica. Sprememba je že vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru in s čimer je občina Kungota tudi uradno vstopila v družbo Snago kot družbenica. In to je že vse skupaj razvidno na spletnem portalu ipes.si, kjer je tudi že objavljena nova družbena pogodba.
Ker pa je trenutno v veljavi še vedno odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga, in v katerem občina Kungota še ni navedena kot ena izmed ustanoviteljic, pri čemer pa družbena pogodba sprejeta na podlagi odloka ne sme biti v nasprotju z določili odloka, je potrebno določila odloka uskladiti z novo veljavno družbeno pogodbo. V javnem holdingu Maribor smo zato pripravili spremembo odloka, in sicer v 6. členu, ki opredeljuje občine ustanoviteljice javnega podjetja, in v 12. členu, ki opredeljuje njihove poslovne deleže. Zato predlagamo, da se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga, ki ga bodo seveda po enaki vsebini sprejele vse občine ustanoviteljice, sprejme po skrajšanem postopku. Enak odlok bo seveda, kot sem že povedal, sprejele vse ostale občine ustanoviteljice. Po izrecni želji Mestne občine Maribor pa želijo, da naj odlok začne veljati 8. dan po zadnji objavi v uradnem glasilu občin ustanoviteljic. Tako da, če pogledamo 3. člen, naš predlog je bil prvotno poslan, da začne veljati naslednji dan, to pa bi spremenili samo na način, da bi ta odlok začne veljati 8. dan po zadnji objavi v uradnih glasilih. Hvala. Zadeva obravnava Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlaga občinskem svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. po skrajšanem postopku. Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. po skrajšanem postopku. Poleg tega tudi, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, nimamo dobenih pomislekov glede skrajšanega postopka samega. Hvala, odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. po skrajšanem postopku z spremenjenim zadnjim členom, ki se glasi: namesto ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, ampak ta odlok začne veljati 8. dan po, ko sprejme zadnja. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 3, 6, 9, 12, 15, 18 za, soglasno, hvala. Smo pri točki 9. Obravnava in potrditev sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica. Poročevalec, strokovna služba in predstavnika obeh zavodov. Izvolite. Spoštovani gospod župan, gospa direktorica, svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni. Lepo vas pozdravljam torej v imenu obeh zavodov, Slivnica in Hoče. Torej, glede na potrjeno ceno oziroma trenutno veljavno ceno ekonomsko v vrtcih za leto 2022, ki je torej v tem hipu še velja, temelji predlog povišanja ekonomske cene v vrtcih občine Hoče - Slivnica predvsem na izračunih zaradi novih okoliščin glede dviga plač zaposlenih, saj zelo pomemben podatek predstavljajo stroške dela v prvem starostnem obdobju, kar 82% cene programa, v drugem starostnem obdobju pa 76%. Ukrepi na področju plač pa so znani. Najprej je bil dvig vrednosti plačnih razredov vsem zaposlenim konec prejšnjega leta za 4,5%. Prav tako se vsem zaposlenim s 1.4. dvigujejo plače za en plačni razred, to pomeni, to so dodatni 4%. Vsem pomočnicam vzgojiteljic so se plače s 1. januarjem dvignile za dodatne 3 plačne razrede, to je dobrih 12% dodatnih. K temu je treba dodati še dvig minimalne plače, prav tako za okrog 12%.
Z zvišanjem minimalne plače se dviguje tudi regres za vse zaposlene, tudi torej za okrog 12%. In torej, če vse skupaj strnem, v vrtcih se približno 2/3 zaposlenih od lanskega oktobra zvišuje plača za dobrih 20%, 1/3 pa za okrog 10%. K temu je treba prišteti torej še že povedan višji regres, prav tako redna napredovanja in v letošnjem letu še tudi tiste odpravnine zaradi upokojitev. Pomembno je poudariti tudi, da višina, ki jo plačujejo starši, je drastično nižja od te, ki je izračunana cena programa. Namreč višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Zdaj, jaz imam tiste natančne podatke za vrtec Slivnica, ampak so podatki primerljivi z Hočami, torej lahko govorim za oba zavoda. V povprečju je višina, ki jo plačajo starši, tretjina izračunane cene. Polje pa še treba poudariti, da je naša občina ena redkih občin, ki staršem s stalnim prebivališčem v tej naši občini, teh je recimo v vrtcu Slivnica, pa najverjetneje podobno tudi v Hočah, 96%, plačilo še dodatno znižuje za dodatnih 8%. To znižanje, ki ga zdaj omenjam, ne vpliva na izračunano ceno, zelo pa vpliva na ceno, ki jo plačujejo starši. Zaradi tega starši torej plačujejo dosti nižjo ceno. Nekje 30% staršev pa za vrtec ne plačuje nič, saj so bodisi v najnižjem dohodkovnem razredu ali pa imajo zaradi ukrepov ministrstva 2 oziroma več otrok, to je en drug ukrep. Torej, samo da povzamem, povprečna vrednost, ki jo plačujejo starši v prvem starostnem obdobju, v tem hipu, na izračunano ceno 581 €, je 17% cene te izračunane cene in znaša 99,2 €. Z zvišanjem bi to pomenilo 113,9 €. Najvišjo vrednost, to je 65% programa, pa plačuje nekje 7% vseh staršev. V drugem starostnem obdobju pa plačujejo starši približno 35% cene programa, to je 148 € oziroma z zvišanjem bi bila povprečna cena torej 167 €. Upam, da smo uspeli pojasniti glavne razloge za zvišanje cene, seveda pa dodatno skrb predstavlja negotovost cen na področju energentov, živil in vsega drugega materiala. Hvala lepa. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot veste, ste dobili predlog izračuna skupne ekonomske cene. Ta skupni izračun ekonomske cene pripravi strokovna služba z razlogom, da pač vsi starši v naši občini plačujejo enotno ekonomsko ceno, ne glede v katerem vrtcu so. Na podlagi diskusij, ki so se odvijali na obeh odborih, je danes strokovna služba pripravila še dodatni izračun glede na novo ekonomsko ceno, koliko dejansko direktno sredstev gre iz proračuna občine Hoče - Slivnica na podlagi teh dodatnih popustov. Tabelico imate pred sabo, to je ta številka. In sicer znesek, ki ga občina direktno nameni iz proračuna zaradi dodatnega popusta staršem, znaša 104 tisoč €, kar je pa kar velik delež iz proračuna. V nadaljevanju sem potem tudi pripravila še primerjavo z ekonomsko ceno, ki je prav tako občina Rače Fram je v potrjevanju. Tako da nova cena za občino Rače Fram za prvo starostno obdobje bo zdaj znašala 602 €, za drugo starostno pa 455. Povzela sem 5. dohodkovni razred, za katerega sem pač videla, da je največ staršev iz naše občine pač sodi v ta dohodkovni razred, in primerjala z našo ekonomsko ceno, seveda z plačilom, z dodatnim popustom, ki ga vsaka občina za svoje občane potrjuje. In v bistvu sem ugotovila, da za 5. dohodkovni razred v prvem starostnem obdobju starši v Račah plačajo za 2,76 € več kot občani občine Hoče - Slivnica, kar sem bila tudi sama zelo presenečena, glede na celotno ceno, ki je izračunana. Prav tako tudi za drugo starostno obdobje, za 5. dohodkovni razred, kamor pa sodi največ staršev, v občini Rače Fram starši plačujejo za 7,10 € več kot naši občani. Tako da, to bi bilo z moje strani.
Hvala, mogoče da pojasnim, to so cene, ki so predvidene, da se dvignejo, naša in v občini Rače Fram, ki ima tudi danes seje občinskega sveta, drugače pa kdo je pregledal proračun, vidi, da letno za vrtce, torej razliko v ekonomski ceni, stroški kotlovnice, plus ta bonus 105 tisoč, ki je 20% znižanja za občane naše občine, občina letno stane slaba 2 milijona evrov. Zadeva obravnaval odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da opravi preveritev oblikovanja oddelkov in pregled sistemizacije delovnih mest v vrtcih občine Hoče - Slivnica. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Hvala za besedo. Zdaj mogoče najprej nekaj temeljnih ugotovitev, na katere smo sidrali tudi naše odločitve. Moram reči, da smo včeraj imeli to sejo in da smo o vseh sklepih ali pa zaključkih, ki smo jih seveda tule strnili, nekako skupno brez vzdržanega ali pa nasprotujočega glasa se sprejeli. Prvič, temeljna ugotovitev je, da cena, ki jo plačujejo uporabniki, to se pravi starši, je ena najvišjih. Zdaj, danes me preseneča ta ugotovitev, gre to za seveda verjetno podatke, ki sledijo tem novim napovedim, ampak ne glede na to, kaj sledi iz teh podatkov, na kateri so nam bili na voljo, je to zanesljiv podatek. Drugič, ocenjujemo, da je predložen izračun ekonomske cene z strani izvajalcev, to se pravi vrtcev, korekten in da je metodologija za vse vrtce enaka in mislim, da tu oziroma na strogost in pa nadzor teh vrtcev, teh inštitucij je pravzaprav taka, da si verjetno težko predstavljamo, da je bilo tukaj narobe. Bistvena razlika med vrtci pa je način financiranja posameznih občinah. Seveda tu ugotavljamo, da nekatere občine določene stroške plačujejo na nek drug način, to se pravi sploh tam, kjer imajo kombinirane kuhinje, neke stroške prevalijo na kuhinjo, jo dajo na šolo in tako naprej. Skratka, gre za različne transfere, tako da za vse pa velja, da razliko med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši, krije občina tako ali drugače. Razen tistih transferov, ki so pač seveda po zakonu drugače odločeni, ki jih krije država. Iz popustov, ki jih pokriva občina, po tej dohodninski lestvici vidimo, to smo ta podatek tudi dobili, vidimo, kakšna je pravzaprav naša socialna slika. To se pravi, čim so te cene večje, toliko težja je slika tistih, ki jo plačujejo. Seveda na osnovi vseh teh ugotovitev in razprave, ki so strnjene v teh par stavkov, seveda predlagamo občinskemu svetu, da sklep o določitvi cen vrtcev ne potrdi. In pa še v nadaljevanju, cena, ki jo plačujejo starši, naj ostane ista, kot je bila do sedaj in da ne pride do podražitev. Drugič, v proračunu za leto 2023 in 2024 občina zagotovi proračunsko rezervo, ki bo omogočala brez rebalansa pokrivati to razliko, ki bo v postopku ugotovljena. To se pravi med izračunano ekonomsko ceno in pa tisto, kaj jo plačujejo starši. Rezerva, koliko sem ugotovil v proračunu, je tu nekje okrog 500 tisoč in zdaj je vprašanje, če to dovolj ni oziroma kakšen znesek si lahko občina tudi tu privošči, oziroma to, da ne pride mogoče med letom do rebalansa proračuna. To je to. 300 tisoč je potrebno, če se cena dvigne, ker še v proračunu ni bilo upoštevano. Če se ne dvigne, pa še nismo izračunali. Odpiram razpravo.
Izvolite, potem gospod Hvauc, gospod Pust, izvolite. Ja, ker dosti je bilo povedanega zdaj v tem zadnjem tednu glede te predlagane cene, ekonomske cene vrtca. Jaz nekako tak, da bi tale sklep vseeno malo spremenili, ki določa ceno programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica, in predlagam, da bi v 3. točki staršem z stalnim prebivališčem v občini Hoče - Slivnica se za otroke, vključene v vrtce v občini Hoče - Slivnica, določeno plačilo glede na dohodkovni razred dodatno zniža samo za enega otroka, in sicer glede na spodnjo tabelo. Glejte, samo to ne pomeni zdaj, da bodo starši kaj več plačevali, ne. Tu se gre samo, ker vemo, da starši plačujejo samo za enega otroka, drugega otroka ne rabijo plačevati, ne, 3., 4. seveda. S tem se bodo znižala samo proračunska sredstva, katera nameni občina za ekonomsko ceno vrtca. Hvala. Hvala. Gospod Hvauc, izvolite. Ja, hvala lepa. No, jaz moram reči, da moram pohvaliti, gradivo je v redu pripravljeno in na samo gradivo nimam pripomb. Bi pa razpravljal v smeri primerjave med staro ceno pa novo ceno. Mi smo v lanskem letu imeli, pa prosim lepo ne me držati za decimalke, inflacijo tam nekaj čez 10% ali pa tu nekje, ne. In bi pričakoval, da se cene dvigujejo nekje blizu te inflacije, ne. Se pravi, da nekje sledimo inflaciji. To bi pa glede na to, da še veljavna cena velja pol leta, ne, od 1.7. lanskega leta, bi to, če bi hoteli biti blizu inflaciji, nekje zneslo 5 do 6%. Tu iz tega gradiva pa vidimo, da se predlaga povišanje za 14,8 oziroma za 13,4%, kar je bistveno več od te inflacije, ki se je nabrala v zadnjem pol leta. Iz tega vidika bi jaz pač glede tega gradiva predlagal, da bi v tabeli, ki je bila priložena kot gradivo, izračun ekonomske cene programov v vrtcih občine Hoče - Slivnica, kjer je lepo prikazano struktura teh raznih stroškov, stroški dela, regres, nagrade, funkcionalni stroški objektov, živila za otroke in tako naprej, da bi se v tej tabeli podali tudi številke za lansko leto, da vidimo po strukturi, ne, kateri izdatki so se pač ne vem koliko povišali. Potem bomo lažje prišli do neke ocene, ali je ta ekonomska cena res dejansko taka, kot mora biti. Zaradi tega, kar sem povedal, lahko še kaj več povedal, ampak bom skrajšal, jaz dviga cen v taki obliki ne podpiram. Hvala, zdaj mogoče me bo pol dopolnil, kateri od ravnateljev, kot je gospod Gosak povedal. Pravilno ste ugotovili, to je inflacija, 2/3 zaposlenih se je dvignilo za 20%, 1/3 za 10%. Struktura plač v prvem starostnem obdobju so 90% in občine smo to preko skupnosti občin opozorili. Vlada je dvignila te plače, zdaj vsakemu privoščim, da ima višjo plačo, in s tem obremenila starše in občine. In 300 000, če potrdimo ceno, bomo mi zaradi višje cene mogli doplačati višjo ekonomsko ceno. Če tega ne potrdimo, bo to verjetno 600 000, tako da vsi niste prav računali.
Ni pa občina za to odgovorna, niti ravnatelja, ona dva pač morata to pripraviti. Če se cena ne potrdi, se zgodi kot, ne vem, v sosednji občini. Tam pač dajo 100 000 iz proračuna. Mi damo 100 000 preko teh 20% popustov v prvem starostnem, v drugem 10, pa pol za tiste najvišje razrede v drugem starostnem je pa 3%. 90% v strukturi prvega starostnega plača. In tu je, ne vem, minister, vlada, kdorkoli povišal, brez da bi kdo študiral, kakšen vpliv ima to. Kljub temu, da v povprečnini 700 €. Ta ista vlada obljublja, da ne bo novih obremenitev za občine. Tako da ta povprečnino bi mogli dvigniti na 800 €, da bi vse to pokrila, kaj nam država naloži. Kljub temu, da obljublja, da tega ne bo. Tako da moj predlog je, da se potrdi še enkrat. Predlagam, da se potrdi tudi predlog, ki ga pripravil podžupan z občinsko upravo, da se za drugega otroka popust ne obračuna, torej samo za enega. Če plačujete recimo 200 € za otroka, da občina popusta še 20% in je to 160. In to je boljše, da ostane 200, ker pol 200 pokrije država. Ker države pa res, glede na odnos, ki je, ni pravilno, da stopimo kakršnikoli korak naproti. To je moj vidik, tako da predlagam, da se predlagana cena potrdi. Bilo je pojasnjeno, tudi ene občine, torej danes je članek v Večeru, na koncu pokrivajo izgubo. Mi imamo ceno tako, kot jo je leta, mislim, da 3-4 leta nazaj predlagala takratna revizorka. Je bilo dosti dela narejenega tako na strani šole, kot strani občinske uprave. Obojni smo imeli napake in mislim, da je tako najbolj transparentno prikazano. Tako da, evo, moj predlog je tak, gospod ravnatelj pa je povedal, kaj je povprečna cena, koliko je povprečen dvig. Torej ni pa odvisno od inflacije, ampak odločitev vlade. Še kakšno vprašanje? Izvolite, gospod Breznik. Ja, izvolite. No, gledajte, seveda gre za kompromis, gre za pravzaprav za odnos do te strukture ljudi, ki pač seveda nosijo to breme. Tako kot sem že prej omenil, koliko že tega dajemo, to je jasno odraz, kakšna socialna struktura naših ljudi in seveda tudi na osnovi tega, kar smo že letos sprejeli, da smo obremenili vse krajane z dodatnimi davki, če lahko tako rečem, in še iz tega, da po prvi obravnavi in pa po javni obravnavi tega proračuna je prišlo kar do neke spremembe prilivov. Tako da moramo vedeti tudi to, da na nek način je prišlo približno 200 000 € denarja potem, ko je bil, ta javna razprava upravljena. To se pravi, tu gre pa predvsem iz dveh vidikov, tudi glavarina se je povečala, na to pravzaprav, kaj krajani plačujejo. In pa seveda razlika pa z tem dodatnim davkom, če ga lahko tako imenujem. To se pravi, približno 8% proračuna se je povečalo potem, ko je bil v javni razpravi. Jaz apeliram predvsem na to, da tudi to, kaj smo zdaj več plačevali, smo plačevali v bistvu starši naši več kot tisti iz drugih občin, ker so na drug način financirali. To je popolnoma jasno. Ekonomske cene so bile približno enake, izračunane, tu jaz ne vidim nekih bistvenih razlik med tistimi, ki so... Gospod Breznik, druge občine nimajo 20% popusta, vedno se kaže zadnja cena. Mi damo konkretno, da vsi vidijo 20% popust, eni ga ne dajo, pa pol občine neposredno financirajo materialne stroške. Jaz mislim, da to je boljše, tako delamo mi. Prvič tudi zaradi tega, da seveda te transfere, ki jih dobimo od države za en segment, pravzaprav temelji na to vrednost, ne pa na tisto nizko. To se pravi, da to je, bi rekel, pravilno in pa na nek način pravilno obračunano. No, zdaj jaz iz tega izhajam, da pravzaprav seveda mi lahko obremenjujemo ljudi tudi z tem, ampak se mi zdi, da z ozirom na situacijo in pa da je pravzaprav neko leto preživetja,
na nek način predvsem za te, ki so najbolj ogroženi, ki to tudi plačujejo. Pomeni, vendar pa mislim, z ozirom na to povečanje proračunskih sredstev, ki so prišli potem, to se pravi po tej obravnavi, po prvi obravnavi in tako naprej, bi bilo vredno, da razmisli občinski svet tudi o tem, da pravzaprav zadrži to vrednost na tej višini in da ta dodatna sredstva spusti iz proračuna in pa najde, tako kot so se našli, tudi za kakšne druge namene. Tukaj je potrebno dodati, da tisti, ki so najbolj ogroženi, jim vse plača občina, tako kot je v gradivu. Povprečnina 700 evrov ni pokrila skupaj inflacije in dviga cen v gradbeništvu. Tako da tega ne štejem jaz kot ne vem kakšen uspeh ali naših združenj občinskih ali te vlade. Tako kot je pa gospod Hvavc rekel, pa je letna inflacija 8% in to ne pokrije glede na kumulativni proračun celotne inflacije. Jaz se vedno predlagam, da se ta cena potrdi. Kdo je pa socialno ogrožen, pa tako kot vidite, ima nulo. Kdo je socialno ogrožen, pomagamo, tako vidite v proračunu, smo iz NUSZ-ja razdelili med razna društva, Rdeči križ. Čakajo še nas pa marsikatere, ker se povečujejo plače, pa prav je, sploh najniže, da se povečujejo, ne? Ampak tudi v strukturi pomoč na domu so največ plače. Povečuje se elektrika, ker je vlada odobrila torej malim pa srednjim podjetjem, ni pa odobrila komunalnim podjetjem, še zaenkrat pisno ni. Torej, črpališča, vodovod, črpališča, kanalizacija, marsikaj še bo tu treba postoriti, drugače bo posredno obremenjene izključno občine in občani. Še kaj na to temo? Izvolite, gospod Golob. Hvala za besedo. Vseeno treba narediti nek kompromis. Mislim, da so mladi vseeno na udaru. In jaz predlagam, da se za vse, ki prebivajo, ki so občani naše občine, nič ne spremeni. Da se spremeni potem samo tistim, ki so iz drugih občin. Jaz še predlagam predlog, česa ne bomo naredili za 600 000 evrov. Ker drugače so to samo pamfleti, kaj tukaj govorimo. Dobro, sami veste, da ste na športnih dejavnostih naredili taki razmak. 1200 registriranih športnikov v naši občini. Torej ne podpirate tega. Podpiram športne dejavnosti, ne narobe razumeti. Naredili konkretno, dali ste, naprimer, imamo več zaposlenih očitno na področju športa kot mariborska občina potem takem. Kar naenkrat. Gospod Golob, ne na pamet. Ja, poglejte si razpis, vsi svetniki ga boste dobili, ker tega pa ne prenašam, da nekdo tu širi laži, govori na pamet, ampak to je vaš način, prosim lepo, vsaj ne na pamet. Lahko dobro. Pridete sem, vam bojo zaposleni natisnili, lahko vam po e-mailu pošljajo, pa ne na pamet, prosim. Vredo. Je pa razpis ravno zdaj objavljen, tako da imate računalnici, pogledajte v mestni občini Maribor. Saj še bomo pogledali, saj še bomo pri proračunu debatirali o tem. Še kdo, kaj na to točko? Pol izvolite za govornico, ker snemamo seje, zato moramo iti skladno s poslovnikom. Mojo razpravo je treba razumeti v smislu zagovora, bi rekel, sklepa odbora za finance, ki je tudi poglobljeno včeraj dosti razpravljal in seveda iz svojega zornega kota te stvari ocenjeval in prišel pač do takih zaključkov. Predvsem v mislih, kot sem že prej omenil, za vse te, bi rekel, transfere, ki so bili tudi po tej, bi rekel, ta dodatna sredstva, ki so prihajala po tej javni obravnavi, bi rekel, proračuna. Ne? Tako da gre iskanje kompromisa znotraj tega. Zato smo danes naredili direktno primerjavo, koliko stane za 4. pa 5. razred, ki sta najpogostejša, nas pa sosednja občina in vidimo, da smo celo kakšen evro cenejši. Apeliram pa na vse, ki ste člani strank, koalicijskih, opozicijskih, tako se bo
sprejmemo državni proračun, mogoče kar država prevzame vzgojitelje, vzgojiteljice, tako kot ima zaposlene v šolah, pa naj dvigne plače do 100 000, kakorkoli. Še kaj? Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občine Hoče - Slivnica s predlogom gospoda Pusta. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sklep je potrjen. Hvala za razlago. Smo pri točki 10. Obravnava in potrditev odloka o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2023. Druga obravnava. Strokovna služba gospa Janja Zorman bo predstavila oba hkrati, ker vplivata en na drugega. Izvolite. Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, kot vam je poznano, je predlog proračuna v prvi obravnavi bil sprejet na 24. redni seji v mesecu oktobru. Takrat sta predloga proračuna bila potrjena in podana v javno razpravo. Javna razprava je tekla do 5. decembra in v tem času je dejansko bilo možno podati pobude za spremembe predlogov proračuna. Prejeli smo 4 pobude, do katerih smo se v samem gradivu tudi opredelili. V času med prvo in drugo obravnavo proračuna za leto 2023 in 2024 pa se je spremenila tudi višina povprečnine, kot smo že danes ugotavljali. To spremembo višine povprečnine smo tudi upoštevali že v predlogih proračuna in jih dejansko umestili v predlog proračuna za drugo branje. Upoštevana je bila tudi novelacija IP za oskrbo Hočkega Pohorja s pitno vodo in pa spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Za investicije, ki so se pričele izvajati leta 2022 in še takrat niso bile zaključene, torej se še izvajajo v tem letu, smo zagotovili prenos sredstev iz proračuna za leto, iz leta 2022 v leto 2023. Prav tako z ozirom na to, da je bila nekatera realizacija nekaterih prihodkov v letu 2022 višja od načrtovanih in glede na vse ostale predlagane spremembe, predlagamo znižanje prvotno načrtovanega zadolževanja v višini 4 milijone 200 na 3 milijone. Odhodki so se glede na prvo obravnavo zvišali za 2 milijona 426 v letu 2023 in pa za 579 tisoč evrov v leto 2024. Prihodki pa so se povečali glede na predlog gradiva v prvo obravnavi za 836 tisoč 595 evrov v letu 2023 in v letu 2024 579 tisoč 536 evrov. Občinskemu svetu predlagamo, da predloga proračuna potrdi, saj drugače občina na začasnem financiranju. To pomeni, da ne moremo izvajati drugih nalog kot zakonsko določene naloge, ne moremo pričeti investicij, ki so načrtovane v predlogih proračuna in s tem dejansko ogrozimo uspešnost zaključitev načrtovanih investicij in pa tudi pridobivanje evropskih sredstev. Gradivo pa je bilo podrobneje obravnavano tudi po posameznih odborih. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2023 v drugi obravnavi, lahko tudi za 2024, ker lahko za vse skupaj. Prosim za obe letele, pa prosim. Ja. Prav tako predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 v drugi obravnavi. Prav tako, da sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2024 v drugi obravnavi in letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024 v drugi obravnavi.
postopku. Hvala. Odbor za finance, prosim tudi za obe leti. Ja, odbor za finance je seveda v tej zadevi tudi razpravljal in predlaga občinskemu svetu, da potrdi vse predloge vezane na sprejem proračuna za leto 2023 in 2024 v predlagani obliki. In pa še nekaj, govorili smo tudi o tem, da bi seveda da bi povečali vrednost ali pa znesek za štipendije za 25.000 evrov, kar bi koristili ali pa koristili, bi rekel, ta rezervni sklad. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem. Dober dan, hvala za besedo. Se pravi, člani odbora za gospodarske dejavnosti in turizem predlagajo občinskemu svetu, da sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2023 in 2024 v drugi obravnavi. Prav tako predlagamo tudi, da se potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 in 2024. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Ja, prav tako člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2023 in 2024 v drugi obravnavi in člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine za leto 2023 in leto 2024 v drugi obravnavi. Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leti 2023 in 2024. Hkrati pa predlagamo tudi, da občinski svet potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine za leto 2023 in 2024 oboje oziroma vse štiri v drugi obravnavi. Hvala. 3 dni pred sejo, kakor je določeno s poslovnikom, ni prišel noben amandma, tako da razprave o amandmajih ni. Skladno s 83. členom dajem torej na glasovanje prvi sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2023 v drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Naslednji sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 v drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Pri točki 11 je prvi sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2024 v drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj potrdi to z dvigom roke. Soglasno, hvala. In zadnji sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024 v drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 12 se potem umakne, glede na to, da je bil potrjen proračun. Točka 13, seznanitev z letnim programom izvajanja gospodarske javne službe, dobave, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave občine Hoče - Slivnica za leto 2023. Poročevalec gospod Stanko Rafolt.
Hvala za besedo, dobro večer vsem skupaj. V gradivu, ki ste ga prejeli, je bil tudi program izvajanja te gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v naši občini. Program je pripravilo podjetje Petrol, program je pripravljen v skladu z določbami koncesijske pogodbe, ki je bila sklenjena v letu 2014 za obdobje 15 let. Iz programa v bistvu sledi, kaj se bo oziroma kaj se nekje predvideva, da se bo v letošnjem letu izvajalo na področju vzdrževanja javne razsvetljave. Tu v bistvu gre izključno za to vzdrževanje, ko je potrebno zamenjava sijalk, zamenjava kakšnih drgov, pa takale zadeve. To je dejansko tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Kot sem prej povedal, program je v skladno s pogodbo pripravljen, občinski svet oziroma tudi pristojni odbori se s tem seznanite. Če pa so kakšne dileme, vprašanja, pa dajte povedati, pa bomo zadeve poskušali zdaj odgovoriti, drugače pa bo koncesionar pripravil, pa vam odgovoril na te stvari. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor smo se seznanili z letnim programom gospodarske javne službe javna razsvetljava za leto 2023. Hvala, odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep občinski svet občine Hoče - Slivnica se seznani z letnim programom izvajanja gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Hoče - Slivnica za leto 2024. Kdo je za ta seznanitveni sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 3, 2. Zdaj sem 16 za preštev. Je kdo proti? Hvala. Točka 14. Obravnava in potrditev sklepa o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parcelna številka 542/44 kao Hotinja vas, parcelna številka 604/28 kao Hočko Pohorje, parcelna številka 294/12 kao Radizelj in parcelna številka 221/5 kao Zgornje Hoče, skrajšan postopek, poročevalec, direktorica gospa Metka Meglič. Izvolite. Ja, hvala za besedo, pa lepo pozdravljeni. Zdaj občinska uprava je vsa zemljišča pridobila v last na podlagi pogodb o brezplačnih prenosih zemljišč. In sicer, ker gre za kategorizirane ceste, je potrebno na njih ustanoviti status javnega dobra in s tem omogočiti splošno rabo vsakomur. Vkolikor bo potrjen ta sklep, bomo izdali potem ugotovitveno odločbo in upravili zaznambo v zemljiški knjigi. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelni številki 542/4 kao Hotinja vas, parcelni številki 604/28 kao Hočko Pohorje, parcelni številki 294/12 kao Radizelj in parcelni številki 221/5 kao Zgornje Hoče. Hvala, odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 542/44 kao Hotinja vas, parcelna številka 604/28 kao Hočko Pohorje, parcelna številka 294/12 kao Radizelj in parcelna številka 211/5 kao Zgornje Hoče po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Smo pri točki 15, obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Poročevalka, direktorica občinske uprave, gospa Metka Meglič, izvolite. Ja, zdaj zemljišče parcelna številka 706/13 kao Hočko Pohorje v naravi predstavlja obcestni pas. Strani hoteli in turizem Rogaška smo prejeli pobudo, da bi jim ta del odprodali, ker gre to za obcestni pas in ker je zaznamba javnega dobra, je potrebno pred prodajo
ukiniti status javnega dobra. Zdaj, glede na velikost in pa vrednost zemljišča, bo pa vsekakor izvedena javna dražba in ko bomo izvedli javno dražbo, ker imajo na teh zemljiščih namen urediti parkirišča, bomo seveda dali prepoved, da bi se omejevalo, se pravi, parkiranje ostalih udeležencev na območju Pohorja. Zdaj, v drugi zadevi pa gre za uskladitev zemljiško-knjižnega stanja, to je za parcelno številko 306/2, kao Spodnje Hoče. Zdaj, na tej parceli smo ustanovili služnostno pravico in za vpis v zemljiško knjigo moramo uskladiti zadevo tako, da bomo najprej kot lastnika vpisali občino Hoče - Slivnica, zraven pa bo zaznamba javnega dobra. Pravzaprav to je bila tretja zadeva. V drugi zadevi pa gre za parcelo, kjer smo tudi dobili pobudo za odkup, in sicer predlagatelj odkupa želi zaokrožiti svoje zemljišče, tako da, ker gre to za opuščeno pot, da ne bi več ta parcela delila njegove nepremičnine na dva dela, s tem bi lahko tudi se mu omogočilo zagraditev svoje parcele. Predlog za odkup pa je podalo podjetje Grama Export Import. Zdaj, seveda občinska uprava bo po potrditvi tega sklepa izdala ugotovitvene odločbe in izbrisala zaznambe javnih dober. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parcelni številka 706/13 KO Hočko Pohorje. Prav tako isto velja za parcelno številko 306/2 KO Spodnje Hoče in za parcelno številko 295/4 KO Bohova. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parcelni številki 706/13 KO Hočko Pohorje. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Naslednji sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parcelni številki 306/2 KO Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. In zadnji sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na parcelni številki 295/4 KO Bohova. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Je kdo proti? Ugotavljam, da ne. Sprejet. Smo pri točki 16, obravnava in potrditev pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Poročevalec, gospa Metka Oberlajt. Lep pozdrav vsem skupaj. S predlagano spremembo dopolnjujemo pravilnik, in sicer smo dodali eno določilo, da lahko občina sofinancira tudi občinske panožne športne šole. Saj z določbami Zakona o športu določeno, da se lahko sofinancira tudi strokovno delo v športu, to pomeni zaposlitev trenerjev. Upravlja ga lahko strokovni delavec, ki ima za to ustrezno izobrazbo. Vlagatelji bodo lahko za sofinanciranje stroškov dela trenerjev zaprosili preko javnega razpisa, v katerem pa se potem določijo tudi podrobnejši postopki in merila za sofinanciranje. Zato dopolnjujemo obstoječi pravilnik, saj to je pogoj, da lahko sofinanciranje strokovnega dela vključimo v letni program športa in pa pripravimo javni razpis. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagan spremembe in dopolnitve pravilnika. Hvala. Odpiram razpravo.
Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Je kdo proti? Hvala. Smo pri točki 17, pregled investicij v teku. Poročala bo direktorica gospa Meglič. Zdaj sem prepričana, da ste večinoma seznanjeni, da izgradnja kanalizacije v naši občini teče, in sicer v naseljih Spodnje Hoče, Slivnica in pa Radizelj. Hkrati teče tudi zamenjava vodovodnih cevi v ulicah, kjer so le-ti dotrajani. Hkrati imamo tudi v teku še izgradnjo osnovne šole Slivnica. Tudi tu si prizadevamo, da investicija se bo sicer kmalu zaključila in da potem se omogoči otrokom uporaba. Zdaj, glede na to, da je bil sprejet proračun, bomo strani občinske uprave pričeli takoj z izvajanjem investicij, in sicer z izvajanjem javnih naročil, seveda tam, kjer imamo že vso potrebno dokumentacijo. Zdaj mogoče samo v seznanitev. V mesecu decembru smo podpisali pogodbo za sofinanciranje obnove ceste v industrijski coni, kjer si prizadevamo, da bomo dobili 1 300 000. V decembru smo se prijavili tudi na razpis za obnovo vodovodov. Hkrati se pa tudi sedaj pripravljamo na razpis za ureditev pešpoti od Botaničnega vrta do gradu Hompoš. Hvala. Hvala. Smo pri zadnji točki vprašanja in pobude. Če ima kdo zadevo pisno, lahko tudi preda gospe Nevi Dolgoš, drugače pa izvolite. Izvolite, gospod Golob. Imate 3 minute, skladno s poslovnikom. Ja, hvala za besedo. Kot sem že prej začel, statutarna pravna komisija je ugotovila določene nepravilnosti v 10. točki pri glasovanju za imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razlaga tega člena je, da če se glasuje več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po abecednem redu, in to priimkih. Takrat je gospod Hvauc predlagal mene, z druge strani je gospa Matalnova bila, in to se pravi, G ima prednost in bi morali najprej glasovati o predlogu gospoda Hvauca. Tako da to smo ugotovili, treba je seveda to ustrezno urediti. Predlagam ponovno glasovanje. To je to. Hvala. Še kdo? Gospod Hvauc, izvolite. Hvala lepa. Jaz bi se pa obrnil na prvo izredno sejo, in sicer na včerajšnji seji statutarno-pravne komisije smo ugotovili, da je šlo na tej seji za 3 kršitve poslovnika. Prvič je bil kršen 3. odstavek 4. člena, ki govori, bom prebral. Izredna seja se skliče, če župan oceni, da je potrebno zaradi nujnosti odločanja sveta. Šlo je za uvrstitev spremembe nadomestila za uporabo stavnega zemljišča. Stališče statutarno-pravne komisije je, da tu ni šlo za
za neko nujno zadevo. Tudi sklic te seje je bil v 7 dnevih, kar je dovolj ali pa minimum za sklic redne seje. Poleg tega poznamo še inštitut skrajšanega postopka pa hitrega postopka, tako da, gospod župan, jaz mislim, da to ni bilo potrebno. Drugo je tudi pri določitvi dnevnega reda. Piše v 29. členu, tretji odstavek, govori: mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in se uvrstijo takoj za točko potrditev zapisnika. Mi smo točko z mandatnimi zadevami, to je imenovanje odborov in komisij, imeli bolj proti koncu dnevnega reda. Prva vsebinska točka je bila pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Tu gre za očitno kršitev. Posledično seveda je prišlo tudi še do kršitve poslovnika 29. člena oziroma 6. odstavka, zato ker predhodno odbori in komisije niso obravnavali tega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Jaz vem, da je niso mogli, zato ker odborov in komisij sploh ni bilo, ampak glejte, tako pomembna zadeva, jaz mislim, da bi mogli speljati v skladu s poslovnikom, zato ker se to dotika vseh občanov in občank. Zaradi navedenega statutarno-pravna komisija predlaga, prvič, da občinski svet občine Hoče - Slivnica prekliče sklep o potrditvi spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče - Slivnica, pa drugič, da občinski svet občine Hoče - Slivnica opravi obravnavo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče - Slivnica v okviru rednih sej občinskega sveta in rednega postopka. To je ena zadeva. Zdaj pa še druga pobuda, ne? Se lahko imam več pobud. Ja, 3 minute časa. Ja, tako. Enako smo ugotovili, da je na korespondenčni seji, prvi korespondenčni seji bil obravnavan investicijski program oskrbe Hočkega Pohorja s pitno vodo. Ta investicijski program prinaša tudi posredno ali pa neposredno tudi finančne obveznosti za občino, ker govori o vrednosti investicije in smatramo, ker v prvem odstavku 22. člena izrecno govori o tem, da se na korespondenčnih sejah ne morejo sprejemati tisti sklepi ali pa akti, ki imajo neke finančne posledice, da je v tem primeru šlo za kršitev tega poslovnika. Zdaj pa imam še eno. To se pa mi nanaša na pol minute še. Kako? Pol minute, prosim. Čim prej zaključite, lahko tudi pisno po mailu, kakorkoli predate, da bomo skladni s poslovnikom, ne? Eno vprašanje ali pa ena pobuda je 3 minute, ne? Ne. Ne? Ustno postavljeno vprašanje. Lahko traja največ 3 minute. Imate prav, se opravičujem, ker... 3 minute imam, ne? 3. Vse bom hiter. Uporabniki kulturnega centra v Hotini vasi smo dobili en dopis, datiran z 16.12.22, v katerem smo bili seznanjeni, da bi naj prišlo do neupravičene uporabe dvorane kulturnega centra, in sicer 5.11.22. Seveda je to sprožilo kar nekaj vprašanj, pa nekaj, ne rečem, tudi hude krvi, ne, kdo je zdaj to naredil. Tudi dopis, ki je bil poslan, je bil napisan tako, da je to že bilo gotovo dejstvo, pa tudi neke sankcije so bile tam omenjene noter. V glavnem na koncu smo ugotovili, da
V tistem datumu ni bilo v dvorani dobenega političnega shoda in da smo ga uporabljali mi za potrebe nastopa, mi govorim v imenu kulturno-umetniškega društva, za potrebe nastopa na prireditvi turističnega društva. Jaz sem potem na to odgovoril in vprašanje, ki ga postavljam, je prvič, ker je bilo tam navedeno v tem vašem dopisu, da je inšpekcija vas obvestila, da to obravnava, želim vedeti, katera inšpekcija, oziroma jaz bi rad videl tudi tisti dokument, s katerim so oni od vas zahtevali, da posredujete. In drugič, društvo je želelo sestanek vseh souporabnikov dvorane oziroma prostorov kulturnega centra. Od tega dopisa je minilo že točno danes je mesec dni, pa še odgovora nismo dobili, bi prosil, da mi odgovorite, kdaj bo do tega sestanka prišlo, da se dogovorimo okrog nekih odprtih stvari, ki se nanašajo na uporabo dvorane oziroma samega kulturnega centra. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Ugotavljam, da ne. Odgovore skladno s poslovnikom dobite v pisni obliki. Vsi ste dobili na mizi tudi rokovnik, ki nam so ga poslali iz Skupnosti občin Slovenije, kjer so neka kratka navodila za občinske svetnike. Hkrati tudi obveščam, da sem imenoval podžupana gospoda Pusta in podžupanjo gospod Kavaš. S tem je seja zaključena.